Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti. Na vesti z vami sva Andraž in Jonas. Živijo Andraž. Slovenska demokratska stranka je na Brdu pri Kranju praznovala 20-letnico svojega obstanka. Tako je, prav ste slišali, že 20 let obstojajo v samem političnem vrhu. V stranki ugotavljajo, da so postali nepogrešljivi v slovenskem političnem prostoru, predvsem zaradi dveh izjemnih politikov, Jožeta Pučnika in Janeza Janše. Slednji je ob jubileju stranke razrezal torto, v slavnostnem govoru pa napovedal, kako se bo končalo vladanje aktualne koalicije. Zadnje volilne kampanje je bila postavljena laž. Laž najprej izvožena na Finsko in sredi volilne kampanje ponovno uvožena iz nje v Slovenijo. A tisti, ki so zmagali s pomočjo laži in prevare, bodo tako tudi končali. Kakor dobljeno, tako izgubljeno, pravi star slovenski pregovor. Kljub porazu na lanskoletnih državnozborskih volitvah pa Janša ni preveč razočaran, saj ima zdaj več časa za zaročenko Urško Bačovnik in podobne zimske radosti. A še zmer hod ta z Bačovnikovo? Pa si je izgubil na volitvah. Kar sem povedal, kljub porazu na... Sti ziher? Imamo smučanje in bordanje oziroma deskanje in pravzaprav, če se le da vsak teden, en dan v vikendu porabimo za to, da smo na snegu, bodi si na turnih smučkah, bodi si na alpskih, bodi si na bordu in sem bil v tej sezoni večkrat na snegu kot prej v 4 letih. Čakaj. Brišem SMS-e, ki sem jih Bačovnikovi poslal. Jaz se pa čudem, ko baba ne odgovarja, veš. Dimitrij Rupel, nekdanji predsednik Slovenske demokratske zveze in zdajšnji posebni svetovalec predsednika vlade Boruta Pahorja, je v svojem govoru ob 20-letnici SDS osvetlil nekatera zgodovinska dejstva. Veliko je bilo povečevanja in olepševanja, še več pa je bilo pomanjševanja in zanikanja tega, kar se je v resnici zgodilo. Dejstvo je, da brez Demosa, brez SDS in drugih vladnih strank Slovenija ne bi bila danes niti neodvisna, niti demokratična država. Dejstvo je, da je bila Evropska unija pravljica. NATO pa je bil smrtni sovražnik. Ko sem sam služil jugoslovansko vojsko in ko sem stražil pred kasarno, sem si moral zapisovati registrske številke avtomobilov iz Italije, kajti to, so mu rekli, so sami agenti NATO. Naj živi SDS, naj živi SDS, naj živi slovenska pomlad, naj živi neodvisna demokratična Slovenija. V sredju slovenske medijske pozornosti pa je še vedno Andrej Pavlišič, ki se je lani septembra na avstrijskem Koroškem udeležil akcije proti srečanju neonacistov na gori Urlichsberg, kjer je bil areteran. Na deželnem sodišču v Celovcu zoper njega poteka postopek, v katerem je obtožen tudi kaznivega dejanja poskusa upiranja državni sili. Tukaj ne gre za nič nenavadnega, gre za način delovanja oblasti v tovrstnih situacijah, ker pač s tem, da se moram recimo v tem primeru jaz ukvarjati s tem, ali sem kriv ali nisem, ali sem kaj naredil ali ne, se v bistvu cela akcija, celo delovanje, katerega del sem, kriminalizira že vnaprej. Namreč moram se po sodiščih potikati, po policijskih postajah, namesto da je mogoče v medijih ali pa kje drugje se govorilo o problemu, zaradi katerega smo bili tam. To je recimo o tem, da pač neonacistični javni govor ali pa nacistični govor pozaba zgodovine, da je to legitimen diskurs sodobnega političnega govora.
Naša Irena Kovačević pa je v Trebnjem obiskala Martina Strela, ki je pred kratkim na festivalu Sundance predstavljal dokumentarni film o sebi z naslovom Big River Man. Strel je povedal, kateri igralec bi ga sicer lahko najbolje upodobil. Recimo, ki je mora biti igralec dokaj temperamenten, recimo zelo dober karakter za film je recimo Russell Crowe. On me je presenetil, z njim sem tudi, čeprav on si je malo razlezal zdaj, ampak ni problema, ne. Recimo Robert De Niro je recimo... Včeraj smo se pogovarjali in smo rekli, Russella Crowe bi predlagali, da igra. On ima karizmo, ne, on ima faco. Tom Cruise recimo in ti mlajši igralci, ki so zdaj zelo popularni, so malo prenežni tako. Ni to pravo. Nimajo tistega v sebi, ne. Oni so bolj za te tinejdžerke pa take, ne, to populacijo, ne. O nekem drugem celovškem procesu, komentar dneva, Urška Cocej. Na deželnem sodišču v Celovcu se bo v ponedeljek odvil proces proti antifašističnemu aktivistu iz Ljubljane, mojemu tovarišu Andreju. Obtožen je, da naj bi med srečanjem nacističnih veteranov na gori Ulrichsberg na avstrijskem Koroškem napadel v policijo. Zagrožena kazen ni majhna. Kaj se pravzaprav dogaja na gori Ulrichsberg? Na njej vsako leto poteka shod nacističnih veteranov druge svetovne vojne, to je vojakov Wehrmachta, ki se jim pridružujejo tudi njihovi mlajši in mnogo mlajši somišljeniki. Pod krinko obeleževanja spomina na padle vojake, zbrana druščina zanika zločine nacizma in padle naciste prikazuje kot heroje, ki so svoja življenja dali za domovino. Bolj nevarno od obujanja spominov ostarelih kameradov pa je dejstvo, da je dogodek na gori Ulrichsberg postal pomembno simbolno oporišče današnje skrajne desnice, med drugim tudi razpitih neonacistov. Vsako leto se z njega slišijo sovražni govor do tujcev in drugačnih, opozorila na nekakšno prastaro slovansko nevarnost ali migrantsko poplavo. Nacistična ideologija torej, ki je zgolj preoblečena v nove fraze, primerne za uporabo v sedanjosti. Če nam je jasno, da se to dogaja v deželi, ki je proizvedla fenomen Haider in ki tudi sicer ni imuna na uvrščanje skrajno desničarskih stališč v politični mainstream, potem vemo, da smo trčili v hudo pomembno vprašanje o naši lastni prihodnosti in na vprašanje osebne odgovornosti. Navkljub sicer prevladujočemu cinizmu in neprizadetosti še vedno obstajajo ljudje, ki zastopajo stališče, da mora biti zavračanje izključevanja, agresije in sovraštva temelj vsake družbe. Kaj nam v stanju stvari danes pove dejstvo, da se morajo tisti, ki ob porastu ideologij sovraštva ne molčijo, zagovarjati pred sodiščem? Je zagovor odprte družbe danes res postal zločin? Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V rubriki Kje so zdaj smo se pogovarjali z Meto Močnik, pevko legendarne skupine Pepel in kri. Meto Močnik, pevko legendarne. Ti si še premlad. Veš, kdo je pevka legendarne skupine Pepel in kri? Ditka pritrditvena krema Haberl. Ne veš, ne? Me pa moti zadnje čase, ne, mislim, to je pa žalitev za glasbo, mislim, prav, ne, bom brez imen, ampak razne punčke, ne, dekalice, ki eno pesem posnamejo, ne, pa so kar pevke in pol to časopisi so polni njih, pa njihovih scen, pa afer, ampak to je umetno narejen, ne vem, to je grozen, mislim, mene to tako žali, ker tukaj sploh ni pomembna več glasba, ampak kva se okoli njih dogaja, ampak to je samo mediji oziroma časopisi tržijo in služijo, ampak to ni fajn, zato ker pokvarjajo to poslušnost dobre glasbe, no. In mislim, mi gre kar oprost na kozlanje, mislim, prav, ka mene to žali, ne. Še vreme? Od zahoda se proti izhodu pomika področje globokega zračnega pritiska, voznike, nosečnice in upokojence zato opozarjamo na previdnejšo vožnjo ostalih udeležencev v prometu. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti. Nasvidenje.